se trisejo gore, Gospod trdnjava je za me. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Če v srcu ni vihar besni, stojim na skali milosti. Naj se valovi dvigajo, te skale nikdar ne podro. Te skale nikdar ne podro. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Bog vsega. Bog vsega. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Ko spet prišel v slavi bo, ovenčan bom s pravičnostjo. Pravičnost, ki je iz Boga, poveril njega v Kristusa. Živimo v času nenehnih informacij. Vsak dan nam nekdo nekaj sporoča, nagovarja, prepričuje. Vse to vpliva na naše razmišljanje, želje, odločitve. Človeška miselnost se spreminja z veliko hitrostjo. Določena prepričanja, ki so nekako stoletja veljala kot temelj človeštva, se v današnjem času lahko spremenijo skoraj čez noč. Verjamem, da smo ustvarjeni kot bitja, ki stremimo k nenehnim spremembam, vendar ne za vsako ceno. So sporočila, ki imajo dober namen, in so sporočila, ki uničujejo naša življenja. Zato je pomembno, da nismo preveč naivni in vse takoj vzamemo zdravo za gotovo. Danes želim govoriti o sporočilu, ki je spremenilo največ življenj v zgodovini človeštva na nekaj najboljšega in ga še vedno spreminja. Apostol Pavel piše: ne sramujem se evangelija, saj vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku. Pavel piše vernim v Rimu, glavnem mestu rimskega cesarstva, kjer je bila človeška moč in vladanje na vrhuncu.
vendar pa tudi človeško izkoriščanje, kratenje pravic, nemorala in razvratništvo. Zakaj Pavel piše? Ne sramujem se evangelija, ker ve, da to sporočilo vsebuje Božjo moč, ki rešuje človeka od suženjstva greha in pelje v duhovno svobodo in večno življenje. Pavel je spoznal, da obstaja še nekaj več kot samo človeška moč in modrost, čeprav je bil eden največjih intelektualcev tistega časa. Na drugem mestu piše: spominjam vas, bratje, na evangelij, ki se vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli, ter trdno stojite v njem. Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam jo oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero. Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam sprejel. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obojen, kakor je v pismih. Pavel tukaj razjasni, da je evangelij dobra, vesela novica, sporočilo, ki govori o Jezusu, ki je umrl za naše grehe in tretji dan vstal od mrtvih, da imamo v njem odpuščanje, notranjo svobodo in večno življenje. Evangelij je spremenil njegovo življenje, zato je oznanjal evangelij naprej in mnogi so doživeli spremembo v svojem življenju. Seveda je to sporočilo, ki ne sloni samo na človeški moči in znanju, ampak na delovanju, posredovanju, razodetju Božje moči, ki razodeva, da smrt ni konec. Zato pa je mnogim tudi kamen spotike. Judje namreč zahtevajo znamenje. Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je Judom spotiko, poganom norost, tistim pa, ki so poklicani Judom in Grkom, je Mesija, Božja moč in Božja modrost. Judom je bilo to spotiko, saj so pričakovali zmagovitega, političnega Mesija, ne križanega. To za njih ni bilo sprejemljivo. Grki in Rimljani so bili prepričani, da spoštovanja vreden človek ne bi bil križan. Nepredstavljivo jim je bilo, da naj bi bil križan. Za njih je to neumnost, norost bila. Zato Pavel poudarja, da tisti, ki verujejo, sprejmejo evangelij, doživijo Božjo moč, delovanje Boga, ki spreminja človeška življenja in razodeva smisel življenja. Tem tednu smo sprejeli veliko sporočil vsak dan. Vse to je vplivalo na naša življenja. Vendar, zdaj, ko govorimo in poslušamo sporočilo evangelija, ne dovolimo, da bi to sporočilo šlo mimo nas. Kajti, evangelij, kot smo rekli, to veselo sporočilo, da Jezus umrl, nas odrešil in nas želi odpustiti in dati notranjo svobodo in večno življenje, ima še danes moč. Prav zdaj, ko govorim, ko oznanjam, verujem, če svoje srce odpreš tej Božji resnici, Bog se bo dotaknil. Jezus se ti bo razodel kot tvoj osebni zveličar in odrešenik. In ne samo to,
Tvoje življenje bo Bog v svoji moči ali delovanju Svetega Duha spreminjal vsak dan. Poglejmo, kaj je zapisal kralj David, ki je tudi doživel moč in delovanje Boga v svojem življenju. Gospod je moja luč in moja rešitev. Koga bi se moral bati? Gospod je trdnjava mojega življenja. Pred kom bi moral trepetati? Kralj David je doživljal Božjo moč, delovanje, spremembe od Boga v svojem življenju. In tukaj govori o globokih, notranjih resnicah, ki je spremenila njegovo srce. Da je Gospod ta, ki ga vodi, njegova luč, njegova pomoč, njegova odrešitev. Koga bi se moral bati? Koliko ljudi danes živi v strahu? Kaj se bo zgodilo danes? Kaj nas čaka jutri? Bog ne samo, da spreminja naša življenja. On daje tudi notranji mir in odvzame vse strahove, ki bi hoteli uničevati naše življenje. Zato dovolimo, naj Božja beseda, naj evangelij, naj moč evangelija, naj delovanje Svetega Duha vpliva, deluje, spreminja naša življenja. Kajti Jezus je povedal, Jezus jim je dojal ali učil svoje učence. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Vsi iščemo pravo pot, sigurno pot, trdnost v tem zemeljskem življenju. Vsi iščemo resnico, to, kar bi nam pomagalo, to, kar bi bilo najboljše za naše življenje. Vsi iščemo eno srečno življenje tukaj na zemlji. In Jezus govori, da je vse to on, da vse to lahko on da v naše življenje ali nam razodeva njegovo pot, resnico in življenje. Ne pozabimo, ali če še nismo slišali, ko je Jezus prišel na zemljo, veliko je učil, govoril, oznanjal besedo, oznanjal evangelij. In eno od njegovih sporočil je tudi bilo, jaz sem prišel, da bi imeli življenje, obilno življenje. In to je Jezus. On nas želi spremenjati in razodeti. Nismo gola slučajnost. On nam želi skozi njegovo besedo, skozi moč, ki deluje, ki je spremenila Pavlo življenje, ki je spremenila milijone ljudi po svetu, ki je spremenila moje življenje, ki želi spremeniti tvoje življenje, če še ni spremenjeno, da se Jezus dotakne. Zato zaključimo to pridigo z molitvijo. In ne bo to ena molitev predanja, vere, zaupanja, kot pravi apostol Pavel, da je evangelij moč za tiste, ki verujejo. Jezus, v molitvi odpiramo naša srca tebi. Naj moč tvoje besede spreminja naša življenja. Jezus, ti si živ Bog in tvoja beseda je resnica. Nekaj, kar spreminja in ne uničuje človeška življenja. Nekaj, kar osvobaja, daje notranji mir. Zato tudi prosim, Jezus, odpusti nam vse. Ko gremo včasih po svojih poteh ali ko pademo v grehu, odpusti nas in nas dvigni v moči tvojega duha, da lahko tvoja beseda, moč evangelija naprej spreminja naša življenja.
Jezus, to te prosimo. V tvojem imenu. Amen. Blagoslovljeno nedeljo. Amen.